Torej, Joe, zakaj pravzaprav gre v tej tožbi? No, to je Messi in Ronaldo, Silicijeve doline, Elon Musk proti Samu Altmanu. To se kuha že zelo, zelo dolgo časa. V bistvu se moramo vrniti v leto 2015, ko je bil ustanovljen OpenAI. Ustanovila sta ga Greg Brockman, Sam Altman s finančno podporo Elona Muska. Načrt je bil sprva, da bo Elon Musk zagotovil denar. On bi zagotavljal denar, medtem ko bi bil Sam Altman obraz, ki bi projekt vodil naprej. On in Brockman bi prav tako pomagali pri delu v ozadju. V nekaj letih je Elon Musk povedal, da se ne strinja s smerjo, v katero so nameravali iti. Ponudili je, da podjetje bodisi odkupi ali pa ga vključi v Teslo. Altman se ni strinjal. Elon Musk je odšel. Nekaj let kasneje je ustanovil svoje lastno podjetje za umetno inteligenco, XAI, ki je seveda najbolj znano po groku. Zdaj, eno leto potem, je vložil tožbo, v kateri trdi, da je Sam Altman ravnal v nasprotju z izvirnimi cilji OpenAI, ki naj bi bil neprofitna organizacija, namenjena napredku človeštva s pomočjo umetne inteligence. Čas vložitve je razlog, da je bila tožba zavrnjena. Odločitev je bila soglasna. Bila je vložena po izteku zastaralnega roka. In dejstvo, da je to storil ravno potem, ko je ustanovil lastno podjetje za umetno inteligenco z zelo močnim finančnim zaledjem, je sprožilo nekaj alarmov. To je nakazovalo, da tega ni počel zato, ker bi v to verjel. Želel je samo zadušiti nasprotnika, morda največjega nasprotnika na področju umetne inteligence. In izkoristil bi svojo osebno vez, ki jo je imel s Samom Altmanom, da bi jo poskušal obrniti proti njemu. In zato ni uspel. Zato je tako dolgo čakal, da je to povedal pod prisego. Samu Altmanu je rekel, da je lažnivec. To je nekoliko vplivalo na Altmanov ugled, vendar mislim, da je večjo škodo utrpel Musk. Zaradi tega je deloval maščevalno, malenkostno in kot nekdo, ki je pripravljen uničiti konkurenčno podjetje zgolj zaradi lastne pohlepnosti. Ja, ker zveni bolj kot osebno rivalstvo, kot pa zgolj poslovno tekmovanje. Kaj pa ti misliš? Kako pomembna je ta odločitev za OpenAI in Sama Altmana? To bo škodilo njegovemu poslu. Sploh ne bo škodilo njegovemu poslu. Preprosto bodo šli naprej. In ni pomembno, kakšen bo izid tega, ker bo tudi Musk zdaj vložil pritožbo. Ja, Musk se bo pritožil. Ali bo to kam pripeljalo, je malo verjetno. Poskušal jih je tožiti za $134 milijard. To bi v bistvu spravilo OpenAI v stečaj. Kaj? Koliko? 134 milijard dolarjev. Milijard, ne milijonov. In on to potrebuje, bodimo iskreni, on potrebuje ta denar. Ja? Ja, če Elon Musk kaj potrebuje, je to še 134 milijard dolarjev pravzaprav. Da mu damo priznanje, poslušajte, Elonu Musku je treba dati priznanje. Rekel je, da želi, da gre denar v dobrodelne namene, ne pa njemu osebno. Ja, ampak kakšna dobrodelna organizacija pa? Morda Tesla. Ne vem, ampak to v bistvu daje zeleno luč OpenAI, da nadaljuje po začrtani poti. Načrtujejo zanimiv poslovni model, kjer bodo pod okriljem neprofitne organizacije, vendar bo samo podjetje delovalo z namenom ustvarjanja dobička. V bistvu gre za dve plasti. Na vrhu je tisto, kar počne Sam Altman. On je tisti, ki sprejema odločitve in to počne kot neprofitno dejavnost. Toda, da bi postali finančno vzdržni, še posebej na hitro rastočih in zelo konkurenčnih trgih umetne inteligence, potrebujete to konkurenco. Potrebujete, da denar priteka v to. Potrebno je najti načine, kako postati večji od drugih. Potrebno je širiti svoje podatkovne centre. In to je tisto, kar si on želi narediti. In to mu v bistvu omogočilo, da to uresniči. V svoji glavi bo še vedno Elon Musk bi se s tem sicer ne strinjal, ampak v mislih Sama Altmana bo še vedno spodbujal razvoj umetne inteligence v korist človeštva, hkrati pa bo vodil podjetje tako, da bo ustvarjalo dobiček zanj osebno. Torej, čeprav razumemo prosti za podjetje... Ne zase. To je ključna točka. V redu, torej je neprofitna organizacija v resnici on sam. Neprofitna organizacija je dvonivojsko podjetje. Kot sem rekel, na vrhu je samo on, ki sprejema odločitve v imenu neprofitne organizacije. Ampak podjetje ni vodeno kot neprofitna organizacija. On pravi, da ne bo ustvarjal dobička, nima namena prodati OpenAI-ja. Še vedno želi doseči nek preboj, ki bo človeško produktivnost popeljal v prihodnost, vendar noče od tega vzeti niti centa. Toda glede na to, kako se razvija trg umetne inteligence, bo moral dodati še tisti dodaten zagon, da bo lahko rasel hitreje kot Microsoft ali XAI sam. Ampak ali ni tudi on postal izjemno bogat zaradi tega? Kdo je Sam Altman? Ja,
In če bi nameraval prodati OpenAI, potem ja, lahko bi postal več milijarder. Ko pogledaš, naprimer, premoženje Ilona Muska, ki znaša bilijon ali karkoli je že danes, nisem zadnje čase preveril pri Forbesu, to temelji na tem, ali bi prodal vsa svoja podjetja. Tega nima v likvidnih sredstvih. Sam Altman nima toliko denarja v likvidnih sredstvih. Seveda, če bi to želel prodati, bi zaslužil milijarde. Morda bo v prihodnosti to želel prodati. Bilo je nekaj pritožb glede njegovega vedenja in njegovih ciljev za OpenAI. Zato je bil leta 2023 odstranjen s svojega položaja. Ponovno je bil imenovan šele po močnem nasprotovanju zaposlenih. Torej, v prihodnosti bo morda želel prodati svoje podjetje, morda bo želel ustvariti dobiček. Vendar trenutno pod prisego pravi, da si tega ne želi. Želi razvijati OpenAI v dobro človeštva. In to je tisto, kar želi narediti na začetku. To je tisto, za kar pravi, da si še naprej želi početi. Elon Musk se ne strinja, vendar se je sodišče odločilo v prid Altmanu ne zaradi njegovih argumentov, ampak zaradi tehnikalije. Elon Musk je predolgo čakal, da je vložil tožbo. Ja, in Musk se pritožuje, torej bo morda še vedno izgubil več kot 100 milijard dolarjev. Poglejmo, kdo ve? Kdo ve, to bo zelo, zelo velik finančni udarec za Elona Muska. Mislim, da ja, zelo velik. No, želimo mu vse dobro. Hvala, Joe. Želimo ti dolgo in zelo dobro, ja.